cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dragi prijatelji televizije Exodus, pozdravljeni. Verjamem, da je prav vsak Romar, ki je kdaj potoval po sveti deželi, že naletel na ime današnjega gosta. To je pater Peter Lavrih, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Lep pozdrav tudi vam. Me veseli, da ste si v tem natrpanem urniku našli čas za nas. Ja, čudovito, ravno po duhovnih vajah je dovolj časa. No, lepo. Ja. Na začetku vas bom malce predstavila, torej prihajate iz velike kmečke družine iz Šentvida pri Stični. Ja. Odločili ste se študirati teologijo, kot vidimo, ste pristopili k frančiškanom. Tudi. Potem ste bili po raznih mestih po Sloveniji, od Novega mesta do Svete Gore, do Nazar, do Brezij, do... Torej, sem še kaj pozabila? Vič, to ste pa sedaj, ste pa... Štirikrat že. Na Viču, že štirikrat? Štirikrat. Prišel in odšel. Torej, trenutno na Viču v Ljubljani. Vaša velika strast so vlaki, uživate vožnji z njimi, tudi kolesarjenje, a ne? Ja. Tako. In predvsem pa vas naši gledalci poznajo najbrž po eni vaši prav posebni ljubezni, pa tudi enem prav posebnem rekordu, lahko rečemo slovenskem, več kot 150-krat, a ne? Ja. 155-krat v sveti deželi. Tako, torej ste komisar za sveto deželo in vodja komisarjata za sveto deželo Slovenije. Ja. Torej, to pomeni, da letos obhajate posebno obletnico. 30 let, iskrene čestitke ob tem. Ja, seveda. Tako. Pa morda dajmo na začetku razjasniti pojem sveta dežela. To je dokaj širok pojem. Za nas morda predstavlja Izrael bolj ali manj. Kaj pa vse dejansko spada pod pojem sveta dežela? Sveta dežela ima pod svojimi krili ali pod svojim plaščem ima praktično 5 držav. Egipt, potem Palestina, Izrael, itak. Potem Jordanija, Sirija, potem je še Rodos in Cipr. Vse spada pod eno enoto, ki ima več delov. Pomeni, sveta dežela se dotika Evrope, ker je Cipr, pa Rodos Grčija, Cipr. Pomeni, da je sveta dežela v Evropi in sveta dežela je na Bližnjem vzhodu. In še v Afriki, ker je Egipt v Afriki. Tako da to je pravzaprav po zaslugi svetega Frančiška ta dežela bila najprej imenovana Orient. Ko so prvi bratje šli leta 17 po kapitlu, na vse strani, praktično po Evropi, iz Asizija, na kapitlu, ki je bil binkošni kapitel, potem so se napotili tudi na vzhod. In 2 leti za njimi, to bo drugo leto, tudi 800 let, je pa za njimi šel tudi naš ustanovitelj sveti Frančišek Asiški. In vse to je pokrivalo takrat, dobesedno so se razlezli po Bližnjem vzhodu in dežele, ki so danes tako imenovane, kot so bile takrat drugače. Vmes so bili kalifi, pa so bili križarji, pa je bila potem velika Turčija, otomanska, je tudi te dežele pokrivala. Skratka, vmes so se te politične strukture spreminjale, fratri v sveti deželi pa so tam ostali. Tako. Ja. Kaj pa pomeni komisar? Komisar za sveto deželo, torej? Za komisarijat in za komisarja je imel pa v svojem času Načkov Šuštar pripombe. Je rekel, glej, Peter, to ni dobro, da se reče komisar, ker imamo še preveč bridkih izkušenj iz pretekle revolucije, da so komisarji bili taki neprimerni za nas, ker so nas kaj lovili ali pa kaj prisluškovali. Vendar zdaj v Evropi imamo pa tudi novo ime, enako ime, v novi funkciji. Pomeni, če ga prevedemo, je zaupnik. Zaupnik nečesa drugega, pomeni zaupnik za varuštvo svete dežele. Tako da beseda sama po izvoru ni napačna, čeprav ima zaradi zgodovine pri nas malo prizvokov ali pa takih vsebin, ki so drugačne. Vendar danes je ostalo v Evropi praktično v vseh državah. Komisarijati, komisar z različnimi naglasi, ampak ta beseda se je ohranila. Ni zaupništvo ali poverjeništvo, Hrvati rečejo poverjeništvo, recimo. Ampak gre za to, da si ti zastopnik neke ustanove, nekega dela, nekega sistema, ki zanj delaš zanj propagando, skrbiš za to, da se to ime ali pa ta vsebina prinese v našo deželo in da iz naše dežele romarje peljemo tja. To je zdaj ta
ta vsebina te besede. To je bistvo tega, Ja. tako, ne? Ja. A je ta funkcija našla vas ali ste vi njo? Ja, namreč, ko se je pisalo leto 1988, to je zdaj 30 let nazaj, se je začelo že v sklopu jugoslovanskih frančiškanskih provinc. Takrat smo bili v eni državi in je bilo 5 frančiškanskih provinc. In takrat je bilo za vseh 5 provinc, pomeni enot frančiškanskega reda, 2 v Bosni, 2 provinci na Hrvaškem in ena v Sloveniji, je bil skupni komisariat v Zagrebu na Kaptolu 9. Ko se je pa začela že ta tendenca, da se bodo te države počasi osamosvojile, je bila pa potem tudi želja, da bi se v naši provinci, kar je tudi v osnovi po konstitucijah željeno, da ima vsaka provinca svoj komisarja, ki skrbi za odnose za kustodijo in skrbi za romarje. In tako se je potem z dekretom tega novembra 1988 tudi to zgodilo. Tako, in potem? In potem se je nadaljevalo. So prišli na vaša vrata? Nekaj let prej se trudil in spremljal romarje kot duhovni vodja, ko so bili še pod vodstvom Kompasa. Aha, pod Kompasom. Ja. In takrat se je potem to obrnilo. Idejo za to je pa dal sam gospod, takrat tovariš Janez Kocijančič. A res? Kaj pa to? On je rekel, pater, zakaj bi vi nosili denar privatnikom, Kompasu, dajte vi se sami organizirati, sami vzpostavite kontakte s Sveto deželo, imate patre, imate samostane, imate romarske hiše, imate hotele, jaz bom dal po 50% popust pri letalskih kartah, takrat je bil Janez še direktor Adrije. In tako se je zgodilo. Tako da smo mi peljali potem naslednje leto 90 mladine in je stal takratni aranžma, pomeni v vrečah smo spali, pa v skupnih ležiščih, pa vse prevozi, pa je stalo 490 mark. Takrat smo še v markah računali. To je potem bilo poceni za današnje razmere. Začetek. Ja. Potem je bilo pa to preskromno, so tudi odrasli, so šli, se pravi, starejši so šli zraven. Potem je pa to postalo preskromno, potem smo šli pa v višji nivo v hotele. Malo več, ja. To pomeni, gre samo za romanje v Sveto deželo ali so še s katera druga romanja vključena? Ja, glede na to, da smo rekli, da imamo tu 5 držav, je to kar v vseh teh državah je aktualno, da delamo programe za Sveto deželo. Sveto deželo razširimo vsaj enkrat na leto na Jordanijo, na Egipt, Sinaj, potem pa posebni programi so bili že tudi Sirija, apostol Pavel, potem Cipr je itak potrebno posebej napraviti, ker je itak drugačna država. Rodos pa še nismo bili, ampak bomo šli. Pa sedaj pogledamo teh 30 let. Ja. Kaj prvo pade na misel? Kakšni so občutki teh 30 let? To so že krepko polnoletni, pa še vedno ne čisto odrasli. Pa v penziji že, kakor pravi psalmist, kakor dan, ki je minil včeraj, je 30 let. Je 30 let. Seveda, v teh 30 letih je mnogo romarjev, ki so že šli slaviti Gospoda v nebesa. Jih je pa še veliko, ki so še tu in gredo ponovno in ponovno. Imamo rekorderko romarico 20-krat. 20-krat? Ja. No. In druge pa nekaj manj, ampak vsekakor imamo povratnike, se reče, k romarjem. Tako je. Tako je, ja. No pa zdaj, če gremo malce fizično na en zemljevid, torej imava Izrael, imava Palestino. Kakšna je pravzaprav razlika med Palestino in Izraelom? Zdaj, če rečem, da nobena, me bo kdo za jezik prijel. Če pa rečem velika, pa spet ni res. Namreč, zunanje meje Izraela so hkrati tudi zunanje meje Palestine. Palestina nima v svoji oskrbi ali pod nadzorom zunanjih meja, glede na Jordanijo, pa glede na, recimo, na Egipt, ampak vse to drži Izrael. Palestina je znotraj, kot smo imeli včasih, ko smo bili v socializmu, Kosovo ali pa Vojvodina, avtonomna pokrajina. Recimo za primerjavo samo povem. Pomeni, da je znotraj ene države, je en del, v tem primeru gre za 4 dele, ki so avtonomni in imajo delno svojo oblast, recimo pa policijsko nadzorstvo. To je zdaj Betlehem z Hebronom na južni strani, potem Gaza, ki je pa čisto posebno stanje. Namreč tam so še
najbolj glasni nasprotniki Izraela, ki imajo za moto: Izrael bomo vrgli v morje in potem bomo mi zavladali povsod. Ko to enkrat Jud sliši, gotovo ne bo ploskal, pa jim ne bo sladoled nosil. Potem imamo mi še Jeriho, ki je dejansko odprta, tam so sicer živijo Palestinci, potem pa še v Samariji je pa Sihem z glavnim mestom, pa Ramala, to je tudi vse. Pomeni, določene, če gledamo na zemljico, določeni predeli, ki jim rečemo palestinska področja, Judje pa seveda gradijo na teh mejah, gradijo pa zid, 8-metrski. Zaradi tega, da preprečujejo, seveda, v svetovnem merilu je to sporno. Jim očitajo, da delajo geto iz tega. Judje pa odgovarjajo, mi smo s tem preprečili napade terorizma. To drži? Drži. V Izraelu tega ni. In zato mi kot Romarji, če smo se zadali nalogo, da bomo mi rešili bližnjevzhodni problem, smo se zelo zmotili. Zato mi pojdimo v sveto deželo kot Romarji in stvari pri miru pustimo. Vključno z našim, recimo zdaj bivšim zunanjim ministrom, ko se trudi, da bi Palestino priznal. Pusti, to ni naša stvar in tudi še ni zrela, če hočemo biti iskreni. Zato za Romarja je vsebina romarska, politiko njihovo pustimo pri strani. Pa vseeno, če gremo sedaj gledati, za nas je pa vseeno aktualno ti begunci, ali beguncev, ki prihajajo, ne? Trenutno je to zelo aktualna tema. Bila tudi, ne? Je res situacija, kakšna je situacija? Zdaj vemo, Sirija je, mi dobimo ene novice tukaj. Ja. Ne? Druge novice so pa od vas prve roke, od frančiškanov. Glejte, frančiškanov imamo kar nekaj 10 frančiškanov delujočih, ves čas, kar je bila vojna, ali pa je še v Siriji, na teritoriju Sirije. Mi imamo tam šole, imamo župnije, imamo samostane. Je povedal zdaj kustos, pater Francesco, ki je bil pred časom pri nas na obisku, pomeni v Alepu, ki je zdaj že nekako osvobojeno, je bilo pri maši približno 1000 ljudi v delu Alepa krščanskem. Priletela od neke strani granata, samo padla, ne eksplodirala. Patri razlagajo to za poseg od zgoraj, ne samo vojaška sreča. Pomeni, da so popravili tisto cerkev nekoliko. Potem šole, je povedal tudi primer. Pravi, otroke smo spustili domov, je bilo pol ure po tistem, se je šola sesula, ker so jo napadli. Ampak patri ves čas gledajo, da ne spuščajo ljudi ven. Trudijo se jih zadržati, zato če mi uporabimo besedo begunci ali pa vojni pregnanci, je cilj naše kustodije v Siriji zadržati ljudi doma. Ni lahka, ampak trudijo se zbirati sredstva, naj bo hrana, naj bo ostalo, da te ljudi zadržijo. In to je tudi problem begunstva danes. Ne za vsako ceno jim omogočati, pridite v Evropo, ne. Poskrbeti, da bodo tam preživeli in da bodo ostali. In koliko je dejansko teh Sircev, ki pridejo v Evropo? Ja, zdaj govorijo mediji, da je v Turčiji, da je 3 milijone, potem Jordanija je tole sosedna država. Jordanija je tako pametna država s kraljem, ki je na čelu, da je že na vhodu begunce razločeval. Muslimani, ja. Kristijani, ker je v Jordaniji je 10% od prebivalstva, nekako 10 milijonov se šteje, da je vseh, je kristjanov. In je dal sirske kristjane na župnije, kjer so kristjani. Da imajo eno okolje, kjer so med seboj, recimo, spoznajo, jezik je enak, vera enaka. In zato so se lahko vklopili v župnije in so tam živeli ne kot tujci, ampak kot domačini na nek način. Muslimane je dal posebej, da ne bo med njimi sporov. In to je en način. Pri nas pa Evropa pa zdaj sploh tega ne ločuje. Takoj se znajdemo v eni obtožbi, da ljudi ločujemo glede na vero. Pa ni dobro, ni rešitev ta prava. Bolje se počutijo v svojem okolju, ker so se tako počutili tudi, ko so bili v Siriji.
Ko ravno o tem govorimo, mogoče omenimo tudi papeža Frančiška v vsej tej zadevi. Konec koncev bilo je rečeno, tudi naj vsaka družina sprejme v svoj dom enega muslimana. Papež Frančišek je tukaj postavil sprejeti, mislim, da je rekel celo objeti, v sredino in potem jih vključiti v naš sistem kulture, vendar tole papežev se ni šlo. Mnogi ti begunci, ko prihajajo, poglejmo samo Turke, v primeri na evropskih tleh, oni delajo svoje geta. Se ne pustijo vplivati z drugo kulturo, z drugačnim načinom življenja, ampak se zaprav noter. Tako delajo tudi na Švedskem. Tako da ta papež ima sicer zelo dober plemenit namen, samo se ne izide povsod. Je pa primer tega čisto sobivanje kristjanov, torej katoličanov, judov, muslimanov, pravoslavnih v sami sveti deželi, ne? Kako to funkcionira? Funkcionira dobro. Ja. Točno vedo. Recimo, jaz sem včasih imel kakšnega, recimo šoferje, pa te prijatelje, ki se poznamo z hotelov, pa tam z romanskih uradov, vprašam, povedo, zdaj se bo pa moja hči se bo poročila, pa moj sin se bo poročil, pa tako. No, sem rekel, a bo vzela muslimana? A bo vzela juda? Poskoči, kje pa pravi, mi se moramo držati skupaj, mi ne popuščamo. Pomeni, da so recimo mešane poroke, če tako govorimo, res samo izjeme, ki si jih privoščijo filmi, da pokažejo, kako ekstremen jud pa ekstremen kristjan, da sta se vzeli skupaj. To prenese le filmsko platno. Z redkimi izjemami, da se to zgodi. Drugače pa držijo skupaj, da se to je treba povedati, da meja med pravoslavnimi ali pa grko-katoliki, pa latinci, kristjani, katoličani smo mi tam imenovani tudi latinci. To je ena družina. To je krščanska družina. In s tem pomeni tudi, da ko bodo pravoslavni praznovali, katoličani praznovali, če sta v isti družini vsak ena stran, se bo to praznovalo samo dvojno. To je lepo in tudi poroko se naredijo v obeh cerkvah skupno in skratka, to niso meje, ki si jih morda mi mislimo, da so. Tam je samo kristjan, potem jud na drugi strani, pa musliman posebej. Pa bi to lahko v moderni Evropi funkcioniralo? Torej, ja, Evropa misli, da je multikulti, da bo to naredila. Ne bo naredila. Tole se zalomi. Čeprav nam je, ljubljanski nadškof Stane, nam je enkrat v podobnem pogovoru eno stvar navrgel, kar pa ima zelo kar je utemeljeno zelo. Namreč, da nas ti, ki prihajajo, spodbujajo, da se mi bolj oprimemo lastnega drže, vire in vsebine. Kontraefekt, da. Ja, da je tu spodbuda pri njih, da mi odreagiramo pozitivno. Ja, teoretično velja. Teoretično velja. Ja, tako. Ko smo ravno pri tem, torej vas vidimo v tem habitu, tudi romate v habitu. Ja. Kako to vpliva na odnos torej, prebivalcev tam? Vas sprejmejo zato, kaj bolj tudi vas, morda se... Kako to dojemate, kako se počutite s tem? Interakcija. Ta oblika je v sveti deželi zakon. To je vstopnica za povsod. Vsa vrata se odpirajo, kontrole se gre mimo, ker to je le navzočnost te obleke skozi 800 let. Je bilo zanimivo, lani so povabili Judje na obletnico sprejem v Ljubljani, je veleposlanik z Dunaja prišel v Ljubljano in je seveda povabil tudi nas. In on govori zdaj o obletnici 50 let, pa 70 let, pa te obletnice judovske, ki so država, pa Jeruzalem, pa to. Pravi, ja, mi smo že toliko časa tam, jaz sem pa rekel, dovolite, jaz pa predstavljam en red, ki je pa tam, v tej deželi pa že 800 let. Pomeni, če govorimo o okupatorjih ali pa o navzočnosti političnih mogotcev v tej deželi, imamo z najdaljšim stažem edino Turčijo, ki je bila tam praktično 400 let. Naš red pa še toliko, še enkrat toliko. Tako da izraelska država je danes izraelska država, palestinska avtonomija je to je zdaj. Kaj bo čez toliko časa, ne vemo. Kaj pa je bilo, pa vemo. Kako pa je z
krščanskim prebivalstvom? A se malo pada? Še ali pada? Nažalost pada. Namreč, če govorimo o prisotnosti glede na celotno prebivalstvo, mi imamo na teritoriju tega Izraela, vključno s Palestino, že 11 milijonov ljudi. To je praktično toliko velika država kot Slovenija, teritorijalno. In imamo na tem teritoriju 11 milijonov ljudi. V Sloveniji jih imamo 2. Ja. Tam jih je pa toliko. Pomeni, od tega jih je tam dobrih 6 milijonov Judov, ostalo so pa Arabci. Čim pa rečemo, Arabci se pa že kar stresneš, so pa vsi muslimani. Ne, iz teh Arabcev so kristjani, katoličani, so grko-katoliki in so pravoslavni, ampak vseh skupaj število vseh je 2%. Samo. In v Betlehemu, če vzamemo, je val izseljevanja iz drugačnih razlogov, kot se iz ostalih vzhodnih držav premikajo. V Betlehemu je bilo, ko je leta 67, ko je pod Izrael začelo spadati to področje, je bilo še 50-50. Zdaj je pa komaj 30% kristjanov tam. Imajo družine preštete, statistika pa to. Vendar zakaj kristjani iz Betlehema si iščejo prilike zaradi ekonomskega izseljevanja? In gredo večinoma, recimo v hotelu srečaš določen personal, jih poznaš. Kje pa je zdaj ona, kje pa je zdaj? Ja, se je odselila v Kanado. Zakaj pa? Ja, kje se je poročila? Na boljše. In Avstralija, Amerika, kjer najdejo kontakte, si poiščejo poti in gredo. To pomeni, da s turizmom in zatem dejansko z romanjem, da se tako izrazim, ne zaslužijo dovolj, da bi jih pritegnilo ostati tam? Ali je kakšen drug razlog, ki jih... Je ekonomski v glavnem. Ja. Ker oni, gotovo so v zadnjem času, če govorimo vsaj 10 let nazaj, v Betlehemu šli v tako velike investicije, da so pripravili romarske kapacitete, gotovo tudi kristjani. Vendar tisti, ki pa so recimo premalo podjetni, si pa iščejo lažje poti. In gredo. In Izraelu to paše. Manj vas je, rajše vidimo, ker je Izrael itak raste zaradi priseljevanja. Tam imajo pa svoje begunce, v narekovajih. Recimo, Rusija je še zmeraj najboljši donator, Ukrajina tudi, kjer so Judje že itak od nekdaj živeli in zdaj se selijo v Izrael in tam dobijo ugodnosti. Na osnovi zakona o povratnikih, kot ga Judje imenujejo. Kako pa je sedaj s tem? Slišali smo, Trump je preselil ambasado ameriško v Jeruzalem, je bil to samo en velik balon? Samo balon. Namreč, en urad te ambasade je bil že, odkar pomnim, je v Jeruzalemu, tam od Mamila je gor en del, kakor Vič, recimo. In tam je bil ves čas ameriška, so rekli, izpostava ameriške ambasade. Glavna je bila v Tel Avivu. In zaradi tega si ni noben problem. Zdaj so pa zagnali vik in krik in seveda s tem, Trump je s tem samo na kuru. Sosede pa une in s tem dal podporo, ker on ima tako žlahti Majuda. Mislim, da je ena hčerka njegova Majuda poročenka. In to je bilo vse pisano na kožo v ugodni situaciji. Ampak spremeni se pa s tem prav čisto nič. Zanimivo pa, ko je bil na obisku nekaj časa nazaj, seveda z našo, tam mlado, Slovenko, je povedal pater, ja, ona je bila zelo pobožna, na Kalvariji pokleknila, molila in v Božjem grobu tudi. In je tudi pocukala, da naj Trump malo poklekne, tis pa ni. Pa ni poklekneno, rekel predaleč. Ja. Torej, je Izrael varen? Veliko verjetno bodočih romarjev, ki naj sedaj spremljajo, se sprašujejo, pa to slišimo, pa tisto slišimo. A je sploh varno potovati? Ja. Tako vprašanje, recimo to vprašanje, mi je največkrat predstavljeno ali pa odprto. Moj odgovor je pa najkrajši. Najbolj varna država na svetu je Izrael. Pa se zdi čudno ali ne? Gotovo je, moraš se navaditi najprej na prvi pogled, da vidiš punce namesto, da bi tam s parčki hodile na sprehod, hodijo s puškami.
A res? Fantje s puškami, velike vojske, ampak vse z namenom, da se drži varnost in red. Ko se na to navadiš, je v redu. Ste že imeli kakšen incident ali pa kaj takšnega narobe? Nikoli nič. Torej, varno, zanesljivo in... Najbolj, rečemo, gotovo Amerika je najbolj nevarna, ne, ker tam jih streljajo, kjer hočejo, ne, ker imajo vse pištole. Ja. V Izraelu Palestinci ne smejo nositi pištole. Kaj pa ta vpliv Sirije, trenutnega stanja v Siriji, se čuti kaj? Ja, to so zdaj politične stvari, vojaške stvari, Golansko višavje, mi gremo vedno na Golan tudi, ne. Pravijo, gor včasih je kar malo zazebe. Se neko, zdaj pa, žene, drage romarice, če se bojite, ostanite dol v dolini, mi gremo dekci kot vojaki bivši, ne, gremo na Golan in vidimo stvari, ampak se noben ne ustraši. Se noben. Kaj pa ISIS? Kaj sploh ISIS tudi ni... V Izraelu nima pristopa. Nima pristopa. In ni variant. Kar recimo, ta dejavnost boja proti Izraelu, to je v Gazi. Ker imajo kontakte z Egiptom, so napravili tunele spodaj, da se to pretaka, da si orožje iz Sirije dobivajo, skratka, to je. Samo tu in tam se pokaže, zdaj pred časom je bil en takšen incident spet na meji ob času odprtja tega iz ameriškega tega centra v Jeruzalemu. Ampak to je bilo umetno vzpostavljeno. Gaza se bo morala sama enkrat ogledalo postaviti pred oči, pa povedati, a mi hočemo živeti brez izolacij, potem je potrebno vsaj priznati Izrael. Dokler bodo pa zganjali takele neumnosti, kot so, mi bomo Izrael uničili, vrgli ga v morje, ko veš, da je skregano z vso pametjo. Tako da po tej poti ni bodočnosti, kar zdaj delajo. Ampak to je samo en del Palestine. Medtem ko ostale 3 področja so drugačne, bi rekli, bolj lojalne usmeritve, oni bodo pa vedeli, da živijo lahko zelo dobro, ker Izrael potrebuje delovno silo, jih dobro plača, gredo domov, vsak dan se selijo, se pravi od svojih domov gredo na izraelsko področje, zaslužijo, Izraelu se to tudi splača, ker so v bistvu najcenejši delavci, ker živijo doma, jih sem plačajo, medtem ko če uvažajo, Izrael uvaža zelo veliko delovne sile, ker tam se gradi na veliko. Tisti, ki so bili recimo samo pred 2 leti ali pa pred 3 leti, ne spoznaš več dežele, ker je toliko enih sprememb. In v takem primeru je delavec, ki ga uvozijo, tudi če je začasen, je dosti dražji, če gledamo po tej plati. Medtem ko Palestincem se to splača. Če ima v Izraelu delo, hodi nazaj, tja in sem vsak dan. Ni daleč razdalja, ni daleč, lahko pridejo in dobro živijo. Dobro živijo, ja. Tako, zdaj smo malce obdelala tole situacijo trenutno, ja. Sama se spomnim, ko sem bila leta 2000 po zaslugi svojih staršev, torej na romanju z vami v Sveti deželi, šli smo po Mojzesovih poteh preko Egipta, Jordanije in potem še v Izrael. Je to en poseben čar, ki ti ostane, pa ne bom rekla bom samo to, da vsakič, ko berem Sveto pismo ali poslušam Božjo besedo, vidim te kraje, vonjam tiste vonjave, slišim zvoke in to te prevzame, ko vidiš dejansko Jezusove kraje, vidiš, kjer je on hodil. Kako je vam to pod kožo pisano? Zelo močno. Meni je ta dežela, jaz sem že tam. V ponedeljek bom se sicer preselil z avionom tja, ampak jaz sem tam. Ja. In ravno to, Božja beseda, slišiš, doživljaš, jo vidiš, jo imaš, jo vonjaš. Medtem ko pri meni je pa še en dejavnik dodan. In ta dejavnik ste pa vi, romarji. Če bi rekel, grem zdaj v Sveto deželo na duhovne vaje, pa bom sam. Doživljaš na svoj način. Ko pa si z ljudmi, ko jim pa odpiraš, pokažeš stvari na osnovi besede, pa na osnovi razlage, pa začutiš en utrip, ki ti je pri vsaki skupini nov. Neponovljiv, pa naj bo skupina, recimo gledano starostno ali pa mogoče stanovsko, zelo kompaktna. Pa ni ena enaka drugi. Doživljanje skupine je zame novo odkritje. Ker skupina zadiha na osnovi besede, na osnovi krajev, na osnovi celotnega vzdušja,
čisto drugače, kot recimo samo v letošnjem letu vzamem. Recimo novoletna, pa potem februar, pa marc, so bile vsaka zase drugačna. Pa so bile vse zelo plemenite, ampak ne bi mogel reči, zdaj pa ta, ki je bila za cvetno nedeljo, je pa enaka tisti, ki je bila za novo leto. Vsaka drugačna in neponovljiva. Vsakič neko novo izkustvo. Ne? Ja. Kaj pa romarji, kako potem dajo feedback na koncu? Romarji ravno v tem, ravno na tak način, kot ste rekla. Romarji povedo, ko so doma, povedo, zdaj sem bil pa tam, ko sem šel znova, k bogoslužju, k sveti maši, me je peljala misel tja. In to je največ, kar lahko dobiš danes. Poslušaj, zdaj, če bi šel jaz recimo samo kot raziskovalec kamnov, ruševin, se zapišeš, poslikaš, pa rečeš, tam sem bil. Moraš pa vedeti, da za temi ruševinami se skriva Božja beseda utelešena, ki se je tam dogodila. In šele v tej povezavi je stvar zanimiva. Sej lahko gledaš Sveto deželo samo kot en muzej kamnov. Imaš kaj videti. Samo, če tega kontakta med Božjo besedo in realnostjo na tleh ne vzpostaviš, potem nisi tako da. Ja, tukaj pa nastopite vi, ne? Namreč, tole noter je en element še. Lahko si popotnik skozi Sveto deželo, lahko si turist Svete dežele, če si pa romar, se pa to spoji. Drugače samo poslikaš, album si narediš, tam smo bili, če izključiš Božjo besedo. Če je pa Božja beseda prisotna, se pa s tem vzpostavi ena nova realnost. Ko rečemo biblična realnost, ali pa rečemo tudi peti evangelij, ki se porodi, ko se beseda sreča z to realno zgodovino, kjer se je ta beseda že uresničila. Zdaj pa potrebno, da se še omeni. Ja, seveda. Ampak to je ravno to, kjer vi nastopite. Ker s tem, ko poveste vaš žar, jaz vas spomnim tako s tem, zelo veliko pridate samemu izkustvu, ne? Ker beseda da tudi svoje, ne? Tako kot ste sami rekli. Ne? Ja, recimo tle je stavek nazaj, ki se ga spomnim z Božiča. A je bil, reče en Angelus Silesius, misli en avtor, ne vem, kdo je se za tem skriva. Ko pravi, tudi če bi bilo dete 1000-krat rojeno, pa ni v tvojem srcu, je vse izgubljeno. Recimo s tem modelom, ko se spraviš k sveti deželi, se dejansko se ti rodi v tebi dežela, ki jo sicer kot mrtvo vidiš, kamen je mrtev. Ampak Jezus je pa rekel, če boste vi umolknili, bodo pa kamni vpili. Tako da se te besede se vse znova prebudijo in rodijo sad. Zakaj naj bi kristjan poromal na Jezusove kraje, v sveto deželo? Ja, Marija, sveta, se je nujno. Je nujno, ne? Ja. Čeprav sem pa enkrat nagovarjal tudi kardinala Rodeta. Se je rekel, moj profesor, on je moj profesor bil, se je rekel, veste, treba bo romati Jeruzalem. Pa je dejal, veš, dragi Peter, jaz se pa bojim, da bi v Jeruzalemu zgubil vero. Me je kar presunilo. Tako da ga še nisem nagovoril kardinala. A še ni bil v... Ni še bil. A res? Ampak, če on v Rimu ni zgubil vere, je garancija, da je v Jeruzalemu tudi ne bo. Zdaj ga moram še nagovarjati. Tukaj še moramo tisto o Nigeriji povedati, lepo prosim, tisto prispodobo. O Nigeriji? O Nigeriji, ja, kako potujejo, a ne? Ja, Nigerian people, ko jih srečamo tam. Nigerija, no, to se tudi izhaja iz tega vprašanja. Iz tega se tako, ja. Namreč oni so, muslimanski svet ima kvote predpisane, glede na število prebivalstva in to predpišejo vsako leto, lahko to poroma v Saudsko Arabijo, ker drugače je preveč. In glede na te kvote je Nigerija dobivala tudi državno podporo, da so lahko romali v Meko. In potem so se kristjani, tam vemo, da so tudi preganjeni, so se kristjani na tak način postavili na noge in so rekli, če oni, tudi mi, saj smo vsi državljani. In tako da je dejansko Nigerija, gredo vsako leto toliko, imajo kar tudi kvote za kristjane, za Izrael in pridejo v sveto deželo lepo romat. So zelo disciplinirani romani
In potem zdaj, če ta podatek res drži, jaz sem ga slišal, da dobijo, poleg tega, da imajo Romanije prevoz in bivanje plačano strani države, da dobijo na meju od svojega ambasadorja, ko pride na letališče, da vsakemu da še $1000 za zapravljati. Naši so se vse navdušili. Joj, pater, pa bi šli mi tudi z njimi. Sem rekel, kar črno se pobarvajte, pa pojdite v Nigerijo, pa boste tam pa boste imeli za to. Ja. Zanimivo, da oni so prav navdušeni, jih vidiš. No, enkrat so protestanti, ker je različne skupnosti so tam. In vidim, recimo, oni so imeli zjutraj že ob 5. So se v avli hotela, v istem, ko smo mi prebivali, so se že k branju Božje besede, k petju in meditaciji spravili in so imeli po 2 uri že liturgijo tam. Tu so bili protestanti, ki drugače nimajo recimo liturgije takšne, imajo pa Božje besede, slavje, petje, molitev, odlično. Tako da te presenetijo tudi ti drugačni romarji, kot smo mi katoličani. Zdaj, če tehnično pogledamo, kako poteka samo romanje? Gre se z letalom? Ja, gre se z letalom. Od enega letališča, glede na ugodne polete, ker med letalskimi družbami so konkurence, kdo te bo peljal iz Ljubljane do Tel Aviva, dajmo, žrebajmo, kdo bo boljši, kdo bo ugodnejši in tako se pač zgodi. Ali gremo včasih v Gradcu, včasih v Zagrebu, včasih v Benetke, ali Ljubljano, kakor pač nanese, kar je boljše za romanje. Potem imamo pa tukaj tudi varianto, ki je bila aktualna leta 10. Namreč ob 100-letnici Jegličevega romanja v svetu deželo je bila ideja, ker določen procent ljudi ne bo šlo nikoli na avion. To so najbolj znani, jih včasih koga navdušuješ, pa pravi vse, ampak na avion pa ne. In potem sem se takrat dobesedno 1 leto trudil z mnogimi variantami, da bi mi napravili ladjo, da bi napravili morda tudi celo avtobus, pa bi se peljali po Turčiji, pa na Cipar, iz Cipra dol, potem pa spet ladja, prideš iz Limassola, lahko v Haifa v eni noči. Vendar je bila strošek za to varianto ladijsko, je bil faktor 3,5 glede na to, kar imamo avionsko varianto. Pred 100 leti je bila ladja, glavni prevoznik, danes je pa letala. Dosti ceneje. Ja. Potem pa mogoče koga skrbi, kaj pa hrana, kaj pa nastanitve, kaj pa... Oni so se čisto navadili na to, da delajo mi imamo glavne hotele Casanova, to so romarski hoteli naše kustodije v Sveti deželi, kjer so nosilci so Italijani. Pomeni, da je hrana za italijanski okus narejena v glavnem, ampak moram pa priznati, da so tudi naši pujski navzoči v muslimanskem svetu. Vprašajo, pater, a bomo danes kaj pujska? Tudi lahko, seveda se spodobi. Namreč v Palestini imamo dol tudi farme med muslimanskim svetom, imamo farme svinjine in se lahko dobi, tako da naši romari ničesar ne pogrešijo. Ne bi jim manjkalo kakšnega vitamina. Kaj pa je sveto Katarino? Slišali smo, da je bila nekaj časa, mislim, da je bil onemogočen dostop, ali kako je že bilo nekaj, samostan svete Katarine. Na Sinaju. Na Sinaju, ja. To se pravi, včasih so bila, mislim, se so še sedaj verjetno, kako je sedaj s tem romanje po Mojzesovih Egipt? Mi smo bili letos februarja brez težav. Vendar Egipt je napravil precej močno akcijo za preganjanje ISIS-a. In ker je Sinaj, to je 3-krat večji od Slovenije, površinsko, je dosti prilike, da se tam skrivajo. In egiptovska vojska, policija to zdaj lovi, preganja in tu in tam se lahko zgodi, da se zatečejo kam recimo med tiste beduine. Posebej tukaj na Port Said, na tem zahodnem delu oziroma pri obali ob Sueškem prekopu, pa proti Gazi. Ta del je precej navzočnosti ISIS-a. Ampak Egipt sam se je odločil, da ga prežene. Tako da zdaj pa je spet vse sproščeno. V glavnem, nekaj časa, ko smo imeli takrat, ko je bil še vaš program, smo šli iz Sueza čez Sinaj in tam noter so bile določene ceste, so jih potem zaprli zaradi varnosti in mi smo se morali okrog Sinajskega polotoka čez Šarm el Šejk voziti in to je bilo, ta zadnjo, ko smo tako delali,
je bila runda dolga 15 ur. Od zjutraj, ko smo začeli, pa avtobus, pa kontrola, pa avtobus, pa kontrola. Tako da smo prišli nekako ob 10 zvečer na večerjo, ob 2 zjutraj pa že vstali in šli na goro. Na goro, ne? Zato je zdaj program spremenjen, gremo mi iz Jordanije v Tabo, pa smo v Egiptu dvakrat presimo in gremo na Sinaj, na goro, pa nazaj v Izrael. Tako da to je zdaj na nov bolj drži, pa je bolj sigurno. Pa je bolj sigurno. Ja. Kaj pa kakšen tisti, mislim, da sem slišala, da ste imeli tudi program B potem, ne? Da, program B je pa samo še, bi rekli, samo da še ni zunaj. Profesor Bogomir, ki je on ljubitelj Svete dežele na čist drugačen način kot jaz, dela zdaj, da bi stvari, ki so narejene tako, da bi jih tistim ljudem, ki so že bili romarji, in jih ne moreš dati v enotedenski program, ker ne gre. Dan ima toliko ur in je toliko svetlobnih ur in toliko zmoremo. Če začnemo mi zjutraj, radi začnemo že kar ob 6. Zajtrk, potem pa te, če hočeš, da cel dan skozi narediš, si zvečer kar zdela. Zato vsakomor, ki se odpravlja na pot, mu rečem, ne nasedajte tisti propagandi, ko bodo doma rekli, a zdaj greste pa na lepš, pa greste tako. Gremo res na lepš, ampak je tudi naporno, je treba delati. Če hočeš se premakniti, se moraš premakniti, pa slediti, pa spremljati. Tako da so romanje, kar povem, ni lahka stvar. To niso počitnice. Bistvena razlika med počitnicami, ko greš, ko izklopiš, ko greš pa na romanje, pa vklopiš. Sicer nekaj drugega izklopiš, ampak vklopiš en čist nov svet. Pa je kaj tudi turistov, recimo, najti? Ja, Izrael ima, mislim, da bi bilo, če gledaš državne statistike, če so iskrene, potem bi bilo 90 plus 10. 90% v Izraelu je romarjev, tako ali drugače pobožnih, medtem ko recimo 10, ti bi bili pa v glavnem Judje, ki prihajajo iz drugih držav sveta, pa pridejo recimo v Elat, tam imajo morje, ali pa obala sredozemska, Tel Aviv pa ta stran. Da bi prišli samo, kot se reče, kot mi gremo na morje, da pridejo oni na morje v Izrael. Tako, ja, na počitnice. No in kateri kraj so potem vse zavzeti v tem enem tednu? Če govorimo na splošno, imamo mi to, kar je vsebina naše vere, oznanjenje, Jezusovo javno delovanje, to je Galileja. Potem imamo Jezusovo trpljenje in smrt, imamo Jeruzalem okolica, potem čisto na začetku rojstvo, Betlehem in spet okolica, Ain Karem, Janez Krstnik. Tu zraven spada potem še umestni del je na zahodni strani je Cezareja, kjer imamo novo cerkev, kjer imamo Pavla, kjer imamo že dejansko apostolska dela. Potem imamo po Jordanu kraj krščevanja, potem imamo Kumran, potem imamo Jeriho kot najstarejše mesto. Pa smo tam in v enem tednu, če se dvakrat preselimo, imamo osvojeno. To je klasičen program. Potem, ko bi šli pa zdaj v program B, bo ga zdaj kmalu zunaj, program B pa bo, recimo imamo še na Golanu, imamo še eno bivališče Judov, ki so se umaknili pred Rimljani. Potem imamo še na vzhodni obali Genezareškega jezera, tam imamo Geraško deželo. Če se spomnite tistih, ki je Jezus šel tudi v Geraško deželo, to je bilo za in apostole, je bila to poganska dežela, ko je izgnal hude duhove iz tistih svinj in so se odpili v morje. Potem je to na južni strani, potem imamo noter, potem imamo Samarijo, potem imamo Studenec Jakobov, Sichem, čeprav letos smo že bili tam, ne damo ga na program, ker ni sigurno, recimo, da je Zahodni breg začasno zaprt, pa rečejo, ja, ni varno, rečejo ljudi, ni varno. Se spomnim, enkrat poleti smo hoteli iti v Sichem in je bil šofer, je bil en takle precej tak malo navihan, prav rabec naše vere. In tam na križišču pred Sichemom je ustavil izraelska policija. Ja, ne morete naprej. On je pa obrnil se k meni, pa je rekel, je tako Abuna rekel, ker tam sem jaz Abuna. Abuna, to pomeni... Naš oče. Naš oče. Naš oče. Aha. Je tako Abuna rekel. On pogleda, ja pa v redu.
Je rekel, pa naprej. Če je Abuna rekel. Tako da habit. Avtoriteta. Habit, to je še zelo. In smo tako šli. Tako da ta del, potem je Emaus, Kubajbi, to je pa palestinska stran tudi. Tam so pa precej strogi pri nadzoru. Noter prideš, tam je dejansko Emaus, kot biblični Emaus, eden od, ki ga imamo mi v oskrbi. Se pa zgodi, da se bo, ko šel pa ven iz Palestine, da ti bo pa rekel on pregledati vse. In v primeru, da gremo mi tisti dan že proti letališču, imamo noter v avtobusu vso prtljago in se bo spomnil tisti kontrolor, da mora pa zdaj vsak kufr odpreti, ker je sum, da nam ni kdo od Palestincev bombe potaknil noter, smo mi pečeni za 5 ur. 5 ur. Ja. No, to so zdaj pa taki, bi rekli, take zanke, v katere ne smeš pasti. Če že greš, potem pojdi brez prtljage in potem pojdi enkrat vmes, tudi če se zavleče, da ne boš zamudil aviona. Če pa to narediš, si pa tam, ko ni muh. Ja, kako vam uspe vse to uskladiti? Ste ekipa ali ste sami v tem? Jaz vsak dan preverim, zmeram poti, šoferje vedo, kako bo. In lahko je tako, je treba biti spreten, čeprav moraš, maše recimo, ki so vsak dan glavni del, jih moramo vnaprej rezervirati. Ampak, če se pa kaj premakne, da recimo, da so nekje ene demonstracije, pa je ta del cest zaprt. Povedo, zdaj je ta konc zaprt, zdaj pa idi po okrog. In če ti poznaš stvari, se znajdeš mimo grede. Ali pa čakaš. Ja. Se spomnim še nazaj, smo se peljali iz Jeruzalema proti Betlehemu in so bile kamere že po strehah, televizijsko, kaj pa zdaj to, v sredi, v križišču je bil en kup gum starih, pa neke šare in mi gremo naprej in takrat so ravno začeli z demonstracijami. Zažgali ogenj, upili, kamere so bile tam, takrat sem rekel, takrat še ni bilo mobitelov, to je toliko let nazaj. Kličite domov iz hotela, da ste živi, ker zdaj bo prišel ta slika. Bo prišla v dnevnike in bodo govorili, v Izraelu kar vse gori. Pa je gorelo v tistem, ker so pač sceno naredili, mediji so bili obveščeni, kamero so postavili in so to sliko postali v svet. In tisti, ki domov ni klical, so že zvečer v hotel od doma klicali, a ste se živi, se vse gori po Izraelu, figo gori, ampak pač ena scena je bila, ki je bila potrebna za medije. Na tak način se to dela in tudi mi zdaj spremljamo Bližnji vzhod, ja sej kar vse gori, pa vse tam begunci pa gor. Ja. Približno tako, a ne? Približno tako. Ja. Kako pa je v samem Jeruzalemu? Tam vemo, tam je vse še posebej kompaktno. Ja. In kako pa tam funkcionira? V Jeruzalemu funkcionira tako, da se ne moreš zgubiti. Kakšen misli, da se bo v Jeruzalemu zgubil? Se ne moreš. Imamo primere, ki se je en čist hotel, ker pač ni sledil, pa smo ga našli. Namreč Jeruzalem je danes ima 100 in 100 kamer. Izraelska policija ima dejansko celo mesto je pod kamerom. In za primer, Kusto Zanč pove, prav je bila ena italijanska skupina, so pač eni ukradli denarnico, pa dokumente. Prav, takoj prijavimo, iz kamer so ga našli, kdo je ukradel in komu, ker so bili vsi posnetki, ker cela skupina in pa ves stari del Jeruzalema je pod kamerom. Tako da tudi, če se ti zgodi kakšna kraja ali kaj podobnega. To vse gre. Vse gre, ker ljudje vedo, oni si ne smejo dovoliti, da bi prišel glas ven, da dežela ni varna. Oni vse naredijo, da je varna in še enkrat varna. No, to je zelo pomemben podatek. In s tem gre. Zdaj, ko smo ravno tukaj, pa ki ste ravno tukaj, ta en mit obstaja, a ne, da na Božjem grobu se za Veliko noč sveča sama prižge. A ne, in YouTube in internet je poln takšnih in drugačnih posnetkov. Kakšna je resnica? Namreč, jaz za Veliko noč tam še nisem bil. Za pravoslavno. A pravoslavno? In za našo ne. Zato, tudi ker, ja, ne moreš. Gremo za cvetno nedeljo, ker je treba biti doma, pa je treba spovedovati. A pa vas kaj vleče, da bi ravno takrat imeli možnost? Namreč, in to smo zdaj ravno Kustosa vprašali, našega, ki je bil pri nas na obisku. Ravno to vprašanje. Ja. A je zdaj to res? Je rekel tako,
Bog varuj dvomiti v to, da ne bi ti verjel, da je to res. Ker vsi tam pravoslavni, ki so tam nabrani, vsi čakajo, da bo patriarh prinesel iz Božjega groba ogenj in da bodo prižgali. Je rekel, če pa veruješ, je pa tvoja stvar. Ampak Bog varuj pa dvomiti. To je zdaj moj odgovor, ki ni moj, ampak je Kustosov v tej zvezi. Oni imajo, recimo, v narekovajih, ta običaj, da za veliko noč prinese velikonočni ogenj. Mi naredimo na vigilijo ogenj pred cerkvijo, prižgemo. Če se le da ga prižgemo tako, da sam zagori, da ni živit, ampak te žerjavce po ogenj, pa tako naprej, pa se sveča prižge. Oni imajo pa to, da je v Božjem grobu zagori. Zdaj pa, on je sam noter. Ja. Pustimo veri. Tako pustimo, kakor Kustos pravi. Bog varuj, da bi pa ti dvomo, ker bodo pa hudi. Ja. So še bili kakšni takšni, sigurno se zgodi polno raznih dogodkov, takšni in drugačni, vam kateri pade sedaj na misel, da je tako kakšna zanimivost, kakšna anekdota? Ja, tista itak že vsi veste, kako so se pred leti, da so se enkrat tam mežnari stepli z metlami v Božjem grobu. To že veste. Jasne, vseeno tako. To je že stara fora. In cel svet je to novico ponesel. A to ste bili zraven ali to je bilo? Namreč šlo je za to, da imamo mi v Božjem grobu natančno določeno, kdaj kdo kaj dela. Liturgija pravoslavni, zdaj katoliški, zdaj Armenci, potem in tako naprej. Teče po ustaljenem redu, ki se imenuje z enim zakonom, skupnim zakonom teh predpisov, se imenuje status quo. In vsak dan se to izpolnjuje. Potem pa pravoslavni pridejo v našo kapelo, evharistično, kadit. Ko imajo naši vrsto, gredo k njim kadit. In se je zgodilo vmes, takrat je pač enim od tistih, ki je liturgijo vodil, je mu verjetno kakšen slabši dan, ne? Pa je rekel, da naj vrata odpre. Pa je ta šmežna rekel, ja, pa se naj odpro, naj se pa odpro. In on pa, pa smo se stepli malo. In ta novica je bila zdaj tako grozno pomembna, da je ves svet moral to. Seveda pa so še policisti, ki so notene, pa še zdravo so še oni nekaj dobili od tega. Seveda pol je nastalo. In stvar je bila taka, da je svet novico obšla, niso pa isti mediji napisali, da so vsak dan po noči in po dnevi pri molitvi zbrani in pojejo psalme in liturgijo izvajajo. Tega niso dali v svetu. Ampak samo tisti primer, če je malo iz slabosti, pač enega malo kresno, pa to zaradi tega se nam bo svet podaril in ne vera propadla. Ampak taki smo. Tako. Ker senzacije so važne. Ja, senzacije. Ja, sej tisto itak. Če je pes ugriznil kakšnega, gospodarja, to ni hudega, ampak če je gospodar psa ugriznil, to je novica. Tako smo. Tako je, ja. Imate potem tudi kakšne še dodatna duhovna, strokovna vodstva, da vas spremljajo? Navadno je strokovno vodstvo. Vse moraš biti usposobljen, da lahko stvari tisto, kar je treba, da narediš. Gotovo morajo biti tam, kar zadeva tudi izraelskih predpisov, moraš imeti licenco, da lahko vodiš tudi po njihovih krajih. In kustodija nam komisarjem da sprot obnavljeno vsake 2 leti licenco, da lahko ti na njihovih krajih, pomeni v Cezareji ali na Masadi ali tam razlagaš, ti z našo licenco. Judje, turistični vodiči, lahko razlagajo na naših krajih. Tako da to je vse zakonsko določeno. Če hoče pa kdo izredno, recimo, da gre duhovni vodja, recimo s kakšno skupino, pa nas recimo kot turistične agencije tudi delajo, mora pa tam dobiti s plačilom začasno licenco, da lahko razlaga. Je pa druga varianta, če pa tega nimaš, pa si tam vzameš vodiča, ki se imenuje Silent Guide. Si ga plačaš, kar dosti je, na dan, in on je sam zdraven, da te ščiti in ti potem, če nimaš licence, recimo kot Slovenc, razlagaš, ampak on ti varuje hrbet, recimo, da je to pokrito. No, ampak čisto tako sem mislila, ponovadi kakšen škof iz Slovenije gre zraven ali pa čisto na našem primeru romanju. Ja. Ker škofje navadno imajo pridige v cerkvi, pa razlagajo tam, ali pa v avtobusu, tako da na mestu samem, kjer je pa ni potrebno, da razlaga. Če pa si pa dobijo tega Silent Guida, da je zraven za kritje. Za kritje, ja.
Je Mrtvo morje bolj slano kot včasih? Ja, če dalje bolj. Če dalje bolj, ne? Če dalje bolj. Zdaj, včasih so govorili, ko sem začel, da je 30%, zdaj govorijo že, to so pač statistike, ki jih pač spremljaš, da je že 33, pomeni, da smo že kar na tretjini soli. Vendar ta podatek k temu je pa dober, namreč pogodba z Jordanijo, da se bo začela voda Mrtvega morja, da se bo začela popravljati, da bodo dodali in sicer z Elata, da bodo kopali prekop. Na tej razdalji, ki je cirka 200 km, bodo napravili skozi puščavo kanal. Na tej razdalji bo nekako 5 elektrarn, ki jih bo gnala morska voda, ki ima manjšo slavnost, ne? V Elatu je Rdeče morje. Potem bodo pa s to energijo vodo razseljevali, da bodo imeli za zalivati in dodajali vodo v Mrtvem morju, da ne bo konstantno padala. In to je zdaj skupni projekt Jordanskega kraljestva in zdaj v prvi fazi je treba še mejo razminirati, ker je bila meja z Jordanijo je bila močno, se pravi, podprta z minami in vsemi temi stvarmi. In to je treba najprej očistiti in tam se bo gradilo. In tam se bo gradilo, ja. To bo pa projekt in poseg nerazložljivih variant. Če bomo mi dočakali to, ne vem, ampak bo zanimivo. Torej, vi imate tudi Društvo prijateljev Svete dežele. To pa? Ja, koga pa to vse To pa vse, ki se zanimajo za svetopisemsko misel in ali so bili že v Sveti deželi, ali še bodo šli, se vpišejo. In so člani, to društvo je registrirano tako kot vsako društvo v naši državi. Na osnovi zakona o društvih. In tu imamo tam cirka 1000 članov. 1000 članov, lepa ki številka. imajo pa dar roman v sebi. En feder se reče temu, da imaš en feder v sebi, da moraš skozi romati. In ti so pa skozi romali. Tako da za njih delamo še na druge destinacije praktično vsak mesec vsaj eno romanje. Vsak mesec vsaj eno. Vsaj eno. Ali je samo en dan, ali pa več. Recimo, zdaj bomo šli julija meseca s temi, bomo šli v Sibirijo. Prav v Sibirijo? Transsibirska železnica. In da bomo romarski vsebini zadostili, začnemo na romarskem mestu, na najbolj svetem kraju v Rusiji, kjer je Kazan, mesto Kazan, kjer se je odkrila kazanska ikona Marije. Kazanska je Bogorodica, rečejo. In tja gremo na prvo, poromamo, potem pa v Sibirijo. En teden ali kako? 12 dni se je rabo. 12 dni? Vlak vozi Seveda. dolga, ne? Je dolga. Je 9800 km Transsibirska železnica. Celotno to pot boste prepotovali? Vmes pa še Bajkalsko jezero, pa Omsk, pa Jekaterinburg, pa to so same take biseri Sibirije. Še imate kakšno prosto mesto ali že vse? Zdaj je polno. Je že polno? Komaj, 4 so se prepozno prijavili, smo komaj zvrtali, ker je linija avionske so polne. No, vlako je še plac, ampak treba je priti v Rusijo. Ja, seveda. So še kakšni takšni drugi načrti za letošnje leto? Še katera druga romanja? Ja, skupaj s Trudom delamo še Japonsko. Japonsko? Moramo iti na Japonsko. Potem gremo, ta bo zanimiva avgusta, gremo pa na področje pravoslavja, kjer pa imajo svojo ikono Marijino imenovano Filermos na Cetinju križarji ali malteški vitezi. In tam oni bi radi zdaj tja poromali, ker ta ikona ima svojo zgodovino, ima svojo pot od Malte do Rusije, do Beograda, do Cetinja. In zdaj bomo tja pripravili skupno romanje. In tam bomo šli obiskati. Potem imamo še en del križa kot relikvijo križarjev. In še roko Janeza Krstnika. Vse to je vsebina in tam bomo obiskali. Potem pa še na Kosovo, v spomin na Gnidovca in Mater Terezijo. To bo krasna stvar. To lahko omenimo, tudi bo naša televizija snemala, tako da boste si lahko ogledali kasneje. To bo čudovito. Ja, po veliki maši. Tako. Še kaj drugega letos? Letos, ja. Pa še 3 svete dežele. Pa še 3 svete dežele. Še 3 svete dežele. Ja. In potem bomo morali še vmes, imamo pa za poslastnico našim članom, naredimo pa navadno v adventu ali v teh mrzlih časih, imamo pa še opero. Kajti tudi področje glasbe
pokriva Sveto deželo. Imamo mi Verdijevo, imamo dve operi, Verdijevi operi, ki so pisani na temo križarjev. Jeruzalem in kot smo jo že gledali na Dunaju, tudi bolj neredko pridejo na evropskih odrih te, potem imamo Salomo, to je čist biblična vsebina, potem imamo Samson in Dalila in iz tega področja, bolj ali manj blizu vsebinam bibličnim, damo tudi to. In kje je potem ta opera? Je treba iskati. Treba iskati? Včasih je Berlin, včasih je, lahko je, Praga je zelo dobra. Potem zdaj čakamo v jeseni, da se bo Budimpeštanska opera, ki je 2 leti bila zdaj zaprta, prenavljala, bo biser in je mnogo lepša Budimpeštanska od Dunajske državne in tja bomo šli. Boste prisotni. Ja. Tam pa so še prosta mesta. Še ne vemo, kdaj Še bo nisem otvoritev. sreča, tako Zdaj da se čakamo, lahko- da se zve novica, kdaj bo. Torej, omenila smo že 800 let frančiškanov, tudi ta obletnica prihaja in še ena, ne? Lani 800 let navzočnost bratov, drugo leto pa prihod Frančiška, tako da zdaj imamo 2krat po 800 let. Lani pa drugo leto. In to se bo z romanjem obeležilo, ali so tudi kakšni Treba je v dogodki? glavnem omenjati samega, recimo, spomenika Frančiškovega, da bi tam bil, je itak navzoč v Kafarnaumu, ko ga imamo tam na vhodu v mesto, Kafarnaum, v Jezusovo mesto, je tudi tam Frančišek in njegovo zgodbo povemo tam, na tem mestu. Ampak drugo leto bo ravno prav, ko bo 800 let. Dajva še sedaj pred koncem povedati, zakaj je pomembno biti romar. Vi ste peljali v Sveto deželo, kot ste mi prej omenili, 10 000 romarjev, torej v teh 30 letih, 155 krat v Sveti deželi. Plus še tiste potovanje v Sveto deželo, ko nisem imel romarjev, se bo jih je pa še sami, nekaj 10 zraven. A še ampak zraven To dodati? so samo skupine. A to so samo skupine? Ja. Torej imamo 10 000 romarjev v Sveto deželo in še koliko 20 000, nekje smo rekli, še ostale vseh destinacije ostalih. po Ne? svetu. Torej, kako pomembno je biti romar v življenju? Kaj pomeni biti romar v življenju? A vam povem tisto, kar meni včasih očitajo, da je en duhovni pisatelj napisal, kdor veliko roma, se težko posvečuje. Potem je pa ta stavek, ki je sicer zelo, rekel, te malo zadene, ne? Potem je treba pa jeti k Tomažu Akvincu. Pri Tomažu Akvincu pa piše en drug stavek, zelo dober in zelo utemeljen. In ko pravi, kdor samo doma sedi, je kakor človek, ki ima vse življenje knjigo odprto na isti strani. Zdaj smo pa tam. Zdaj smo pa tam. Tako da, če hočeš utrip življenja, lepoto stvarstva, lepoto bibličnega sveta doživeti, potem ne moreš samo doma sedeti. Gotovo je to veliko ljudi, ki res ne morejo. Ali so bolniki, ali so v posteljah, ali so kakorkoli. Gotovo jih ne moreš premakniti, ker se ne da. Ampak tisti, ki pa lahko, pa naj, ker bo obogatel. Ja, tako. Bo obogatel. Obogatena izkušnja. To je to. Tako. Samo omogoča rast, a ne? Tako. Ja. Torej, pater Peter Lavrih, me je zelo veselilo, da smo to urco lahko skupaj preživela danes. Tudi naši gledalci, mislim, da smo jim kar malce vzpodbudila to željo, a ne? Ja. Po potovanju, po torej Sveti deželi. Torej, naj vam še enkrat čestitam, 30 let je res lep jubilej. Vem, da boste nam pripravljali še naslednjih 30 let, velika presenečenja. Veste, je slavil nekako 80-letne in so potem razni govorniki, ne, napitnice pa zdravice pa to. Da mu želijo še enih 10 let, se je pa slavljenec kar postavil. Ne delaj ovir Božji previdnosti. Ja. Kaj tako vemo? da ne bomo delala ovir, bomo pustila odprto. Kaj vemo? Tako. Vse v njegovih rokah, a ne? Tako. Vse v njegovih rokah, ja. Tako da hvala lepa. Hvala tudi za povabilo in se veselim, da se bomo še kdaj srečali na poti, ki bo nas združila in bogatila. Seveda, če ne prej, pa v Črni gori, a ne? Tako je. Tako. Torej, hvala lepa. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa hvala za pozornost. Poiščite na spletnih straneh, dvignite telefon, kakorkoli bomo izpisali tudi na koncu oddaje, torej Komisariat za Sveto deželo.
Izberite svoj paket in čim prej potujte in romajte in odkrivajte nove kraje. Vse to vas bo pripeljalo še bližje Božji ljubezni in hvala vam za pozornost danes. Nasvidenje.